Druga liga bo seveda vedno v senci prve, sej pa v mnogih segmentih približuje in uspešno dopolnjuje podobo slovenskega nogometa na najvišjih nivojih. Korak za korakom tudi na področju popularizacije in vedno večje prisotnosti v medijih oziroma v športni sferi nasploh. Eden večjih premikov v to smer je bil narejen z neposrednimi prenosi izbranih tekem. Letošnji je širitev lige, ki bo v novi sezoni pokrivala vse slovenske regije. Po tej plati je liga zanimiva, pa tudi to, da mislim, da druga liga je tista, kjer se prav domači igralci kalijo. Med 16-terico drugoligašov tudi 2 iz prestolnice, kar je obet, da se bo morda nekoč Ljubljana spet približala večini evropskih in svetovnih glavnih mest, katerih utrip je tudi nogometno rivalstvo. Jaz mislim, da Ljubljana premore veliko kvalitetnih igralcev in da si lahko z lahkoto privošči 2 drugoligaša, kvalitetna drugoligaša, bo pa pokazala sama liga, kam se skupaj pašemo. Večja konkurenca je zagotovo eden pomembnejših vidikov nadgradnje dosedanje 10-članske lige. Nenazadnje tudi zaradi mladih nogometašov, ki bodo, kot poudarjajo sogovorniki, imeli še več možnosti za preboj na višji tekmovalni nivo. Je zaradi tega tudi večji krog favoritov za prvaka? Jaz mislim, da ja. Zdaj vsekakor nogometni klub Mura in še nekaj klubov se je tudi močno ukrepili, tako da mislim, da bo kar nekaj klubov, ki bo favoritov za prvo mesto. Ogromno bo derbijev, tudi lokalnih, pa tudi eni, kot je Mura, Nafta, Drava, ko imajo tudi stadione, mogoče še večjo kulturo, to navijačev, pa precej višji obisk, da bo to vse pripomoglo k tej blagovni znamki. In tudi še k večji afirmaciji izstopajočih posameznikov. V lanski sezoni je bil eden izmed njih prvi strelec Triglavan Matej Poplatnik z izjemnimi 27 zadetki. Jaz sem vesel, da sem sam dosegel tako dober dosežek in da si želim še boljšega. Drugoligaši bodo s prvenstvom začeli 6. avgusta. 10 dni prej bo na sporedu tudi prvi krog pokalnega tekmovanja brez 4 evropskih ekip in tudi brez prvoligaškega derbija.